v teologiji telesa pride do velikega odkritja poročne analogije. Janez Pavel II. Pravi, da je poročna analogija najmanj nezadostna analogija. Zakonska ljubezen je ikona trojice. Pomislite, ne? Pred 100 let, če ćete Boga doživeti, ite bek, ženske sem, moški sem, pa ravno vsi gledati na oltar, ne? Zdaj pa ljubezen med tabo mož in tabo žena je ikona Svete Trojice. Kako veliki premik. In ta ženitna mistika, torej, bil sem v Madridu in sem poslušal predavanja o Tereziji Veliki, enega tega karmeličana, prav iz Avile prihajal na naš inštitut v Madrid in sem poslušal predavanja. In nam je razlagal Terezijo Veliko in razlagal to njeno ženitno mistiko. Ko je ona začela pisati, da je Bog ženin, je prišla inkvizicija. Inkvizicija njene spise prečesljala. In hvala Bogu, so jo potem pustili objaviti, ne? Ampak tako veliki šok je bilo to pojmovanje in to, ko ona začela v tem ženitnem jeziku govoriti, ki je jezik nežnosti, ki je tudi pseudoerotični jezik, ne? Je bilo nevarnosti, da je razglasil za heretičarko. In potem tam profesor nam rekel, ja, ampak gledajte, ko so tam, to se pravi leta 1570 recimo, ne, ko so tam Terezijo Veliko spustili v katoliški prostor s to svojo ženitno mistiko, je ona počasi, ta ženitna mistika prešla in je počasi to vplivalo tudi na pojmovanje zakona med moškim in žensko. Ne. Zakon, ljubezen med moškim in žensko, kot podoba Božje ljubezni. Vključno z erosom, ki je v zakonu. In Bernini, veliki baročni umetnik, je Terezijo Veliko v cerkvi Svete Suzane v Rimi naredil v tisti pozi ekstaza Svete Terezije, kjer ima ona podobo ženske v ekstazi, oziroma podobo ženske v orgazmu. Ne? Je tako primerljiva. To pravijo tile umetniški kritičari. Čeprav tam, ko me tam župniku je verjetno malo sknedl v grlo, ko mora to pridigati svojim paradom, da imajo na oltarju orgazem. Dobro. Ampak kako globoke so te stvari, hočem povedati. Ne? Ja. In potem pride do tega družina je pod cerkve. Ta veliko vodilo, ki ga potem leta 1994 z letom družine Janez Pavel II. Lansira, in ki še se ga ne zavedamo povsem, ampak ga počasi tudi v slovenskem prostoru začnemo dojemati. Recimo, zdaj naslednjo leto naj bi bil katoliški shod, ena velika reč, in to družina je pod cerkve bo vodilo tega shoda. 4. poglavje, družina kot domača cerkev in župnija kot družin, se pravi to razmerje. Tudi tukaj bomo šli tako, par teoretičnih stvari si bomo, bi rekel, po domače razpucali. Potem je lažje tudi praktične rešitve najti, če imaš teorijo poštimano. Najprej o domačih cerkvah. En daljši citat imam tukaj od kardinala Walterja Kasperja iz njegove knjižice Evangelij družine. Kot veste, kardinal Kasper imel februarja lani, točno zdaj nekje eno leto, predavanje na konsistoriju, na kardinalskem konsistoriju v Vatikanu, in sicer na temo Evangelij družine, tako da je malo pripravil cerkveno javnost in svetovno javnost cerkveno na sinodo o družini. Nihče pa ni pričakoval, da bo to predavanje potem imelo taki hudi odziv. Povzročilo je pravi vihar in celo potem neke velike delitve med kardinali, med, kako se že reklo, konzervativce in progresiste. Nazadnje je to bilo za drugi Vatikanski koncil, ko so se tako javno opredeljevali, ne? In nasprotovanja med škofovskimi konferencami, recimo Nemška škofovska konferenca za Kasperja, Poljska ne. In tako. Zaradi tistega vprašanja ločencev, ne? In ponovno poročenih. Ki pa je v tej knjižici Evangelij družine samo eno vprašanje. 5. poglavje, ne? Kjer kardinal Kasper to razmišlja o tem kot o predlogu. Ne? Kot o predlogu. Pa tudi,
če ste brali, vse veste, da on tam ne razmišlja, dajmo obhajilo ločencem. Ne. To so pogoji, to je pot, to je neke vrste spokorništvo tudi. Ne. On ne pravi in tudi ne pravi to, kar se očita, češ, da bo Kasper, pa ta njegova ideja, da bodo razrušili nerazvezljivost zakonske zveze. To tudi ni res, ne. Ta Kasperjeva ideja ne ogroža zakonske zveze, nerazvezljivosti zakonske zveze. Kasper tudi pravi, ne nova ladja, rešilni čoln pa. Enemu, ki se zakon razsuje, ne damo nove ladje. Eno je dobil, eno je imel, doživel je brodolom. Pokrivdi svoje ali ne, ampak doživel ga je. Moramo pa mu dati rešilni čoln. Ne moramo ga v vodi pustiti. In cerkev mora nekaj ponuditi. Zdaj, koliko ta rešilni čoln pomeni vključitev v sakramentalno življenje cerkve, če si pa se potem še enkrat poročil po civilni liniji, ne? In torej uradno si v prešuštvu, uradno. Ne? Ali to civilno poroko, drugo poroko nekako blagosloviti, lahko da v drugi poroki čustveno in življenjsko veliko bolj srečen, kot pa v prvi. Tisti sakramentalni, ne? Ali je ta druga poroka prekleta? Ne, ni, ne moraš to reči. Skratka, kar precej zapleteno, ne? Ampak pravoslavci imajo tu neko rešitev in Kasper je potem to malo namignil, da bi lahko šli v smeri pravoslavce, ki predvidejo neke vrste blagoslov za to drugo poroko, ki ni sakrament. Je pa neki blagoslov in tudi neka vrste pripustitev k sakramentu spovedi in obhajila. Ne za široko množico, ampak za ljudi, ki naredijo neko pot. Ampak tisto, kar hočem povedati, v tej znameniti knjižici, ki je postala knjižica razdora, je Kasper tudi razmišlja o domačih cerkvah. Pravi, da so, to je sicer stari izraz, domače cerkve, hišne cerkve, svetopisemski izraz, ne nazadnje, te hišne cerkve so prisotne v apostolskih delih. Ne. Pavel obišče Lidijo in njeno hišo. Kdo je ta hiša? Njena družina. Ne. In v njeni hiši so se dobivali. Ali pa pri njem doma, ne, to, kdo se dobiva? Kristjani. Ne, to, in prvo mreža cerkva, ki jih je imel Pavel, v kateri je operiral Pavel, ni bila mreža župnij, to je bila mreža hišnih cerkva. Takrat še cerkev ni bila institucionalno postavljena v okvire nekih župnij in dekanij, ne, to je veliko kasneje. Ampak, torej, hišna cerkva. In Kasper razmišlja, kako je zdaj se spreminjajo razmere. Župnije postajajo bolj šibke, duhovnikov je manj, župnije bo treba nekako združevati okrog enega oltarnega evharističnega občestva. Nuklearna družina je doživela razpad. Pokazalo se je, to, kot sem že prej dejal, razširjena družina je zašla z industrijsko družbo v krizo, ampak nuklearna družina tudi ni preživela. Se je razsula. Ne? Nuklearna družina, razumemo, ata mama, dva otroka v svoji hišici, ne? Za sebe odrezani od starih staršev ali pa od širšega, od rodbinskega okolja, ali pa preseljeni v neko drugo mesto in tak. To so te ljudi. In potem razmišlja, kakšna bo prihodnost, kako se naj cerkev pripravi na to prihodnost. To prihodnost družin in župnij, ki nas čaka. Ne? Situacija se bo tudi na ravni župnij strukturno začela spreminjati, kar hitro. Nosilna generacija duhovnikov je zdaj stara 60 let. Ne? Ta generacija bo v nekaj desetletjih upešala, odšla in naenkrat bo situacija precej spremenjena. Ampak tudi nosilna generacija vernikov je stara okrog 60 let. Tudi za to generacijo vernikov ni ene velike močne generacije katoličanov. Take, ki bi hodila redno k maši. Ne? Teda bojo tu v prihodnjih desetletjih kar neke posebne, velike spremembe. Ne? In pravi Kasper, domače cerkve so možen odgovor. Ne reče, domače cerkve so odgovor, ampak so možen odgovor. Cerkev, ki bo morala se malo začeti zgledovati po tisti prvotni domači cerkvi. Kristjani, ki se dobivajo skup v nekem rodbinskem krogu ali pa v nekem manjšem zaselku. Pravi, seveda ne moremo kopirati domačih cerkva iz
iz prvih krščanskih časov. Potrebujemo pa razširjene družine novega tipa. Ne? Nuklearna družina se je sesula, idemo v razširjeno družino novega tipa. Zdaj, težko je narediti eno razširjeno družino, ker je ta klasična razširjena družina je bila vezana tudi na kmečko življenje. In so 3 ali pa 4 generacije lahko od ene kmetije živele. Živele skromno, ampak so živele skupaj in je kmetija z svojim mikrogospodarstvom seveda ustvarjala pogoje za razširjeno družino. Kakšne bi bile te razširjene družine novega tipa? Kakšne vzorce že imamo okrog sebe? En vzorec imate tam, ko greste kebab kupiti. Ne? Naši dragi Albanci imajo še to. Oni še imajo rodbinsko povezavo. Oni so neke vrste klanovsko-rodbinske povezave še ohranjajo. Nasploh muslimanski svet. Muslimanski svet se tudi ni tako industrializiral in moderniziral kot zahodni svet, ampak ni izgubil razširjenega tipa družine. In v muslimanskem svetu ne pripadaš samo atijo pa mamici, tako kot je v nuklearni družini, ampak pripadaš atijo, mamici, dedeku, babici, drugi babici, stricu, staremu stricu, enemu botru, tam, klan. In ko ti ati in mamica umanjkata, imaš klan, razširjeno družino, ne? Se lahko vedno nasloniš. In vedno lahko računaš na to, ne? In to, da pripadaš enemu klanu, je recimo v arabskem svetu pomembno. Zdaj, ko so tale islamska država, ko je nastala ta islamska država, potem pa veste, ne, da ta islamska država, pač to so verski fanatiki, ki sovražijo ženske, si jih podredijo, jih posiljujejo, imajo celo neki trik v tem šeriatskem pravu, da lahko posilijo 12-letno deklico, pa da ne delajo greha, ne? Češ, da se on poroči z njo, ampak potem, ker mu ni bila všeč, pa je lahko da naprej. Te pa je poročen toliko časa, ko jo posiljuje, potem pa jo lahko odslovi, ne? In ni grešil, ker je bila njegova žena. Fanatiki. No, ampak fanatike se da tudi, so tudi imajo šibke točke, ravno v svojem fanatizmu. In ena izmed teh šibkih točk je, da se bojijo ženske z orožjem. Verujejo, da če te ubije ženska, ne greš v nebesa. In zato imajo Kurdi na ostrostrelskih položajih ženske. in zato, recimo, mislim, da je bil Katar ali Arabski Emirati, tisti, ko se deluje zdaj v koaliciji, ko bombardirajo islamsko državo, ne, imajo ženske pilotkinje in so se celo slikale. Za inat gremo bombardirati one fanatike, ki ponižujejo žensko. Te pilotke, ne. Ampak kaj se je zgodilo potem? Njihov klan se jim je odrekel. So doživele kazen svojega klana. Ne pripadate več naši rodbini. In zdaj človek v enem takem klanovskem sistemu je naenkrat na čistini. One se več nimajo kam zateči. Zdaj so sicer v službi kot pilotkine v vojski, ne? Bo verjetno vojska jih zaščitila, ampak nimajo več. In to je v arabskem svetu huda kazen. Malo sem zašel, ampak da vam dam en vzorec, da vidite, kaj je to recimo klasični klanovski tip razširjene družine, ki je eden izmed teh možnih tipov, ampak mi verjetno ne bomo šli kaj takega. Pravi je potem Kasper, da bi nuklearne družine lahko preživele, bi morale biti vključene v družinsko mrežo, ki zajema več generacij in v kateri bi imele babice in detki pomembno vlogo. Enako bi nuklearne družine morale biti vključene v meddružinske kroge sosedov in prijateljev, v katerih bi bili varovani otroci v času odsotnosti staršev. Osamljeni starostniki, ločenci in sploh starši pa bi v takšnih krogih našli neke vrste dom. Ne? Ena vizija, ki jo tu kardinal Kasper ponuja, ena vizija razširjene družine, novega tipa. Delajmo na tem spet, da se bodo znali ljudje povezati. Na rodbinski osnovi, to itak, hvala Bogu v Sloveniji še tega veliko, ne? Ampak da se je znali povezati tudi tako malo širše soseščina. In če so ti ljudje kristjani, pričakujemo, da je to tudi ena mala cerkvica, eno malo občestvo Gospodovih učencev, ki jo naj zaznamuje neko malo molitveno življenje. Nekaj malih.
Recimo, imamo še v Sloveniji veliko tega, da se dobimo, ko se moli za mrliča doma. Pri nas še tega kar precej, ne? To je recimo ena oblika, ko zafunkcionira domača cerkev. Ampak skličajo mrlič. Ne. Domačo cerkev bi morala tako, ki bi redno funkcionirala, bi morala sklicati živi človek. Ali pa, ko Marija hodi po hišah, pa se dobi soseska in skup moli. Evo zametek domače cerkve. In v prihodnosti, ko bodo župnišča bolj prazna, kot so zdaj, ko bodo ta pastoralna in evharistična središča malo dlje stran, kot so zdaj, ne, bo lahko te domače cerkve imele ena taka oblike povezovanja, nekaj minimum molitvenega življenja, morda celo kateheze, veliko pomembnejšo vlogo, kot imajo zdaj. Vzor pa so nam seveda misijonske dežele, kjer je to pravilo. V Južni Ameriki imamo ta sistem bazičnih občestev, temeljna občestva, ne, ki jih ne moramo enačiti niti po kanonskem pravu, ne, niti po razširjenosti, ne, z župnijo. Ampak ena soseščina, ki skupaj moli ali pa bere Sveto pismo. Problemov bo veliko s tem v prihodnosti. In najbolj osnovni problem bo evharistično življenje. No, samo po sebi ni problem, ampak kdo bo zagotavljal evharistijo, ko več ne bo toliko duhovnikov in tako. Družina ne more zagotavljati evharistije. Nevarnost je, da bi rekli, naj se ljudje dobivajo skupaj, naj berejo Sveto pismo in to je to. To ni to, če ni evharistije. V Južni Ameriki, kjer so delali na teh bazičnih občestvih, ne, zaradi velikih razdalj, duhovnik ni mogel tja enkrat na mesec, enkrat na 2 meseca. So pač rekli, naj berejo Sveto pismo in so delali veliko tega lektura popular dela Biblija, ne, ljudsko branje Svetega pisma in so usposabljali te ljudi, ki so vodili svetopisemska srečanja, ki so bile molitvena srečanja, delegados de la palabra se jim je reklo, delegati besede, ali voditelji besednega poslužja mi rekli. Ne. Kaj se začelo počasi dogajati? En francoski ekleziolog, Ducoq, to v svoji knjigi, imam eno knjigo doma, ekleziologije, pravi, začelo je nastajati nekaj drugega. Tisto več ni bilo katoliško. Okrog Svetega pisma se zbirajo protestanti. Mi rabimo evharistijo, da smo mi. Brez evharistije nas ni, ne? In potem oni iz tega izvedajo argument za poročene duhovnike. Vsak človek ima pravico, kristjan ima pravico do evharistije. In pravica do evharistije kotira višje kot celibatno duhovništvo. Pravica do evharistije je v redu odrešenja. Celibatno duhovništvo ni nujno za evharistijo. Je pa, imamo ga v tradiciji je močno zasidran, tako bo tudi ustava celibatnega duhovništva, ne bomo ukinjali, ne? Ampak, torej, zanimive so ti premisleki in kaj vse to, hočemo povedati, kaj vse potegne to za sabo, ne? Kakšne bodo tudi lahko določene spremembe naprej, recimo papež Frančišek je tu kar veliko bolj odprt za te stvari. Pa se ne gre zdaj, kako bo duhovništvo tako ali enako, gre se za evharistijo. In tudi v prihodnosti, če bo manj duhovnikov, pa bolj razpršene krščanske skupnosti, spet bomo morali vse gledati skozi prizmo evharistije. Ali lahko vsi verniki v nedeljo prejmejo sveto pojilo? A je vsem omogočeno? Ali bodo prejeli tisti, ki si želijo? Imajo dolžnost in imajo tudi pravico, da prejmejo. In škof po kanonskem pravu mora zagotavljati, ena izmed, kar ima škof dolžnost, zagotavljati sveto pojilo. Da verniki lahko pridejo do svetega pojila. To je ena izmed dolžnosti škofa. Torej, spet smo malo zašli, ampak nam ta Kasperjev citat nam odpira veliko stvari. No. Pravi, to kot en možen odgovor. In potem Kasper spomni to, kar se tudi velja za nas, da duhovna združenja često ponujajo ugodno duhovno okolje in klimo za družinske skupnosti. Recimo eni neokatehumeni, ne, tam se družine skup držijo, otroci skup držijo, družijo, skup molijo, skup kangrejo. Tudi zakonske skupine, družina in življenje recimo ima tudi to logiko že, ne?
moški zajtrk vržejo, ženski zajtrk vržejo, ne? Tudi tako, torej skupne počitnice, pa otroci, ne? In se ustvarja tak ena preko gibanja, torej neka oblika domače cerkve znotraj enega gibanja. Nastavek za domačo cerkev so tudi molitvene, svetopisanske in katehetske in ekumenske skupine. Ne? So tudi lahko neki nastavki za domačo cerkev, ki v prihodnje potem dejansko zafunkcionirajo kot neka domača cerkev. Zlasti, ko predvidevamo, da bo duhovnikov manj, to pa je matematično čisto jasno, da jih bo manj, ne? Čez 20-30 let. Torej, to družina kot domača cerkev. Da ne bi zdaj tu mislili samo družina, v smislu, da je domača cerkev takrat, ko se ata, mama pa otroci malo o Svetem pismu pogovarjajo, pa kaj skupaj zmolijo, ampak nekaj že bolj razširjenega. Nekaj, kar gre izven samo enih zidov, ene družine, ampak gre v okolico, gre v rodbino, gre v širši prostor. Seveda, tu, ko sem že malo omenil, bo potem takem katolištvo postalo nekakšna netempelska religija, zgolj mreža družin. Tega se tudi ni za bati. Katolištvo mora ostati bistveno povezano okrog evharistične mize in to evharistično mizo ponuja župnija, jo ima župnija. Če bo ta župnija takšna, kot je danes, ne vemo, ampak vsekakor bo brez evharistične mize, kot sem že dejal, ni cerkve in tudi ni hišne cerkve, domače cerkve. Čeprav domača cerkev ne opravlja te evharistične službe, ampak mora pa črpati iz evharistije kot tak. Drug in kotlina, se pravi tisti bližnji in širše okolje, kot smo videli pri etimologiji, tvorita celega človeka, socialno bitje, tako enako na krščanski ravni, družina in župnija tvorita celega kristjana. Čeprav sem danes zelo emfatično, se pravi tako malo navijaško poudarjal vlogo družine, ne zato, da bi izničil vlogo župnije. In tu si bomo zdaj pomagali z enim italijanskim teologom, Franco Giulio Brambilla, ki je napisal leta 2003 en teološki esej Od domače cerkve do cerkve Božjega ljudstva, kraj čustev in prostor občestva. To je bolj tako zelo teoretični esej. In iz njega bom tukaj vam prikazal 4 nivoje odnosa družina in župnija. On te nivoje vidi kot rojevanje, kot občestvo, kot bratstvo in kot znamenje. To niso namišljeni teoretični nivoji, to so, on pravi, antropološki nivoji. Rojevanje je dejstvo, ko se rodimo, občestvo je dejstvo, ko imamo bratece in sestre, bratstvo se nadaljuje, ko se počutimo enake z drugimi in smo sprejeti z drugimi, in znamenje, ko smo kot skupina, kot družinica ali pa kot župnija, avtomatsko dajemo neko sporočilo v svet. Kako poteka na teh nivojih? Družina, eklezija domestika, domača cerkev, rojeva za življenje, neguje življenje, vzgaja v temeljnem zaupanju. Župnija vzporedno rojeva za vero in Božje življenje. Župnija da ljubezen in zaupanje, župnija da sakramentalno milost in rojeva za večno življenje. Ena vzporednost je tu. In eno ne more brez drugega. Župnija nima komu dajati sakramentalne milosti, če ni rojevanja. Rojevanje samo in negovanje življenja pa še ni dovolj, če ni krsta, birme, obhajila oziroma sakramentalne milosti. Brambilla pravi, da je ta nivo najbolj delikaten. Tu je cerkev, pravi on, najbolj odsotna od življenja župnij. Jaz sem že malo utrujen od življenja družin. Najbolj odsotna. Ko one rojevajo, ko se ukvarjajo z malo deco, ko po noči bedijo, nas ni zraven. Razen, ko prinesejo krsto. Potem pa prvih 6 let gremo. Ne? Ampak takrat starši dajo od sebe največ. Oni so takrat superheroji. Skoraj nadčloveške moči. Vse tak zakonske skupina, ko se pogovarjate z njimi, ne rečejo,
Če zdaj pomislim, kako je bilo takrat, ko sem bil star 30 let, 3 otroki, služba, pritiski, vse tega več ne bi. Takrat sem mogel biti nor, da sem to zdržal. Ne? Ampak takrat, ko je bil star 30 let in je vse to delo, je zdržal. Ampak takrat, dostikrat, ni vedel, kaj s cerkvijo. Ali pa cerkva ni vedela, kaj z njim. To smo imeli tisti že prej, ne? Ta problem te oddaljenosti. Kar bi še poudaril, z vidika verske pedagogike, vzgaja v temeljnem zaupanju. Temeljno zaupanje. Če bo otrok srečen ali nesrečen, to se zgodi, že od faze rojevanja naprej se to zaupanje v lepoto življenja, v presežnost življenja vzgaja. In to da družina. Prva podoba Boga sta ata in mama. Prva podoba Boga. Ne, za presežnost, za zaupanje. Potem naslednja nivo je občestvo. Domača cerkev ali družina vzpostavi osnovno čustveno okolje, je temeljna občestvena celica, je primarna mreža odnosov. Otrok vstopi v katedralo odnosov, v kateri bo vse življenje ostal, to vstopi v njo v družini. Ne? Kako pomembni so ti odnosi. Kako odločilna so prva leta. Prva leta so naš profesor za razvojno psihologijo na Salesianski univerzi, profesor Antonio Arto, bil je Španec, je tak naredil, bom pokazal, tako je naredil, to sem že večkrat kje pokazal, ampak moram pokazati še enkrat, je naredil takole, 5 anni, fatto. 5 let narejeno. 5 let otrok narejen. Ne? Tako pomembna so prva leta. Temeljne moralne usmeritve, recimo samo moralne usmeritve, pogledajte, sočutje. Ali čutiš bolečino drugega ali ne. To v prvih 5 letih. Ali boš grabo, ali boš tudi kaj dal. Delil. To so moralne drže, ne? Ki so kasneje bistvene, kako boš ti življenje živel. To je v prvih 5 letih in to je v tem občestvu. Družinskem. Župnija potem se prime na te čustvene vezi, ki že tečejo v družini in jih spreminja v duhovne vezi. Odkriva poklicanost posameznika in opravi prvi prehod od družine v veliko občestvo. Ne? Župnija potem tukaj pristopi zraven, ne? In da vedno bi rekel, odpre vrata družinska, da družina gre v večje okolje oziroma otrok. Botrom včasih takle, ko se pripravljam na krst, rečem, vi ste boter, vi ste to pa to pa to in vi ste predstavnik širokega, velikega sveta za to malo družinico. Nekaj vrste supervizor župnije ali pa širokega sveta. Otrok se ni rodil samo ati pa mamici, ampak širokemu, velikemu svetu. In boter je zdaj prvi predstavnik tega širokega, velikega sveta. Ima to funkcijo. Potem pravi Brambila, tretji nivo je nivo bratstva. V družini se že učijo tega bratstva, to pa že ena taka socialna funkcija, ne? Enakosti, medsebojne pomoči, solidarnosti. To bratstvo zafunkcionira znotraj rodbinske mreže. Župnija, to temeljno bratstvo, ki se že dogaja, torej v družinskem življenju, potem dvigne, prevzame in teži k deprivatizaciji družine. Pokaže na širni svet in reče, vsi smo bratje in sestre. Vsako nedeljsko mašo začnemo z bratje in sestre. Tukaj smo se zbrali danes na 4. navadno nedeljo in tako naprej. Da se družina ne zapre vase. Torej, cerkev ne rabi toliko izumljati mreže družin, ampak podpirati že obstoječe mreže družin in potem vzpostavljati nove mreže družin. In četrto znamenje, družina, četrto nivo, družina je tukaj kot domača cerkev, torej domača vera ne sme postati udomačena vera, domača vera išče pot navzven. Krščanska družina je vidno znamenje evangelija. Ne? Ni družina se ne zapre, ampak
vero živi za svet in v svetu. Tu pa seveda stopi v župnija in potem že kliče družine k misijonu. To tako lepo se vidi v tej praksi, recimo trikraljevskih kolednikov, ne, ko te iz družine jih pošleš potem po drugih hišah, da grejo okrog, pa blagoslavljajo, pa prosijo za pomoč in tak, tu tako lepo, bi rekel, so oni potem znamenje za širni svet. Ampak to se začne v družini, v župniji se pa nadaljuje. In družinske mreže cerkev postavlja v civilno družbo. Župnija kot družina družin je luč in znamenje za svet. Recimo zdaj smo spet v eni taki situaciji, bojeviti situaciji, kjer bi spet ta naša družinsko življenje ali pa te mreže družin morale zafunkcionirati kot ena luč. Zdaj, ko sem sem pelal, sem dobil klic od ene sestre, ene redovnice, ima neki dijaški dom, je rekla, mi bi nujno zdaj rabili eno predavanje za naše dijake o tem, da jih ne bi bilo strah javno povedati, kaj si mislijo. Ta prehod k znamenju se ne dogaja. Tu se, zlasti potem, ko grejo v srednjo šolo, pa kaj tu kar osahne, kar skrijejo. Kar nisem luč. Nisem luč. In tudi družina, ko skriva vero, tega nivoja ne opravi. Ne? To je tisti zadnji nivo, ko se družina odpre v svet in je luč za svet. Tu potem versko življenje skrijejo. To je veliki problem te naše cerkve, naše družbe. Mi smo pred velikim izzivom oznanjevanja, pravzaprav pred novo evangelizacijo, govorijo že papeži, zdaj 30 let, nova evangelizacija, mi pa imamo plašne ljudi. Plašne ljudi. Ampak seveda, moramo pa tudi kritično reči, če smo jih 1000 let vzgajali za ovce, a naj pričakujemo, da bo v nekaj desetletjih levi. Ne? Tako, pa še za konec bolj konkretne stvari. Zdaj smo videli bolj tako teoretično, ampak seveda ne namišljeno teoretično, ampak dejansko to, kar se tisti antropološki nivoji pravi Brambila, ne? Kjer poteka to razmerje med družino in župnijo. Zdaj pa poglejmo še enih par konkretnih pastoralnih smernic in tudi kot spodbuda za razpravo po predavanju. Kot sem dejal že na začetku, dostikrat pričakujemo nekaj novega, v bistvu pa že veliko novega sami delamo, samo še tega mogoče tako ne razumemo ali tako ne analiziramo. Kaj duh že dela na področju družine domače cerkve? Kaj duh že dela na področju župnije kot družine družin? Eno veliko znamenje, en veliki dogodek je v cerkvi na Slovenskem so zakonske skupine. Na Slovenskem jih deluje, reci piši, 340 in še rastejo. Če to ni znamenje, ne vem, kaj je znamenje. Če to ni reakcija duha, svetega duha, na stanje, na izzive sodobnega časa, ne vem, kaj je potem reakcija svetega duha. Skupine, zanimivo, ne? Delujejo tudi brez duhovnikov lahko. Znotraj njih raste novi laikat, liderji. Skoraj vsaka skupina, lahko rečeš, ima liderja. Ko smo začeli eno zakonsko skupino, tam pri nas, pa sem šel kot duhovnik zraven, je zakonsko skupino je vodil takrat, vodil en par, kjer je gospod, preden je šel na zakonsko skupino, še v štali vse porihto. Pa je bil voditelj zakonske skupine. Nisem bil jaz, on je bil. Jaz sem bil duhovni asistent. In takrat sem si rekel, nova evangelizacija se že dogaja. Kmet iz štale gre oznanjati. V svojem krogu, zakonskem. Gre se poglabljati v zakonsko življenje in preko vsega v vero. Ne? Tu imamo vzorec dela z kateheze z odraslimi, o katerem tako govorimo in hrepenimo že desetletja. In tu imamo tudi vzorec majhnih skupin, ki so ena izmed značilnosti nove evangelizacije. Pravi, nova evangelizacija bo tam, kjer bodo majhna živa občestva, ali pa danes bi lahko rekli tudi domače cerkve. Ne? In tu imamo vzorec tako mreže družin, kot zametka župnije, kot družine družin.
Kolikokrat so te zakonske skupine, torej so med sabo ena mreža ustvarijo, kar čez več dekanijskov, celo dekanijsko področje ali pa več dekanijskih skup se oni poznajo med sabo, so ena mreža. Recimo zdaj bo v Kančevci ženski zajtrk, vem za njega zaradi tega, ker so me enkrat dali gor na ono listo in zdaj me kar dobivam tisto pošto tu z Prekmurja, kdaj se dogaja. In to je ena mreža, ki bo tu celo Prlekijo pa vašo škofijo zasegla, in bodo šle ženske skupaj na ta zajtrk. In župnija kot družina družin, kolikokrat so potem te zakonske skupine, v nekaterih župnijah, kakšni župniki rečejo, če ne bi bilo njih, bi se mi stvari ustavile. To so najbolj zanesljivi ljudje. Bodi si za kako stvar, ko treba speljati, bodi si za ministrante. Ko že kar tak pri veruku več ne moreš nagovarjati za ministranta. More doma ga potisniti. In tak. Učimo se tega, kar Duh že dela. Poletni oratoriji. Spet ena velika osupljiva številka. 4000 animatorjev vsako leto. Vir Salezijanci, da je temu tako, da ta številka ni izmišljena. 4000 animatorjev. Ok. Med letom jih ni, rečemo, kar je res, dosti teh animatorjev potem izgine, ampak takrat pa so, pa dajo vse od sebe. In pripravljajo te otroške oratorije. Kaj se zgodi z otroškim oratorijem na vaših dvoriščih, na župnijskih dvoriščih? Spregovorimo na otroško-družinski način, igra, povezovanja, učenje. Obenem je to trenutek deprivatizacije družin, družine se odprejo, niso samo za sebe, so tam in nastopa mreža družin. Logistiko oratorija dostikrat podpre ena mrežica družin, ki je potem aktivirana celi teden ali pa en teden prej. In tu je zelo odlično to zafunkcionira. In vsi govorimo za tako imenovani uspeh oratorija, da bi uspel. Nekaj odličnega se tu dogaja. Tu pri poletnih oratorijih en taki korak naprej bi bil, da bi se potrudili vključiti tudi predšolske otroke. Tu je zdaj ena stvar, ki bo jo treba še poglobiti in raziskati. Kaj je sploh predšolska verska vzgoja? Koliko tu sploh lahko župnija kaj naredi? Včasih je bilo tako, da otroka sploh niso v cerkev peljali, dokler ni bil star 6 let. Zdaj težimo k temu, naj pride, čeprav se dere pa hodi tam okrog. Pa včasih so imeli tole pripravo za vstop v cerkev, so imeli neko družinsko pedagogiko, versko pedagogiko, tako ustaljeno, Danes pravijo, da bi morala župnija posegati bolj v to, ponuditi kaj, predšolski verouk, katoliške vrtce recimo in podobno. Na oratorijih recimo ena taka možnost, da vključite več predšolskih otrok. S tem avtomatsko pridete v stik z mladimi družinami, najmlajšimi družinami, velikokrat najbolj oddaljenimi, ki pa vam bodo otroka pripeljali. Ker vam zaupajo. Govorica zaupanja je osnovna govorica pastorale in oznanjevanja. Je pa zelo naporno izvajati poletne oratorije z malimi otroci. Čisto druga logika in je kar težko, se kar vse skupaj. Učimo se od tega, kar Duh že dela, pro-family, civilno, družbeno in politično gibanje. Podprimo borbo za pravoverno podobo družine. Zdaj je šansa, zdaj je potreba, recimo naslednji torek je en taki shod za družino, ne vem, kako smo že dali naslov, za otroke, koalicija za otroke se je spostavila, to, da starši, to so v glavnem katoliški starši, se vendarle dvignejo. Čeprav tu je zdaj Aleš Princ pa še nekaj takih junakov, ampak potegnejo pa za sabo vseeno, je tudi eno znamenje duha. Eno znamenje duha. Da imamo te pogumne ljudi, ki stopijo na ulico, če treba, s transparentom v roki, pa povejo svoje stvari. Pa razkrinkajo to mahinacijo. To je spet mahinacija. Jaz sem na svojem blogu en dan po volitvah napovedal, katoličani, po teh volitvah, ko je Levica dobila 2/3 večino, torej, katoličani pripravimo se na izrazito maligno možnost razvoja dogodkov. Za Božič bo verjetno že stvar
bodo že hoteli spremembe glede definicije družine, glede gender teorije v šolah in podobno. Zmotil sem se za mesec dni. Niso še začeli za Božič, začeli so pa konec januarja. To je bilo zelo predvidljivo, ne? Ker so se nazadnje opekli na referendumu, imajo zdaj taktiko delati tiho. Brez bum, bam, bim, bom. V parlamentu skrajšani postopek, mediji, druge teme so prve, ona Banka Slovenije je zdaj prva, ne? Istočasno, ko so šli ven, da bodo spremenili torej, zakonodajo glede družine, pa definicijo družine praktično, istočasno so razglasili, da Banka Slovenije je kao okradla ne vem koliko milijard slovenski državi, nam vsem. Ne? In danes se zašanki ljudje pogovarjajo o Banki Slovenije, ne o homoseksualizaciji v šoli. Tu mediji lepo orkestrirajo, da je temu tako. Ne? Oni še v drugi fazi pripravljajo težko topništvo, če bo katoličan dvignil glavo. Potem pa bodo šli s fašisti, homofobi, ne vem kaj vse, to bo se v naslednjih tednih verjetno sprožilo. To zdaj oni čaka težko topništvo. Zdaj poskušajo na tiho, ker so se takrat opekli na referendumu. Ne? Bomo videli, kako bo. Malo smo šli v politiko, ampak hočem povedati, tu se gre za ene prefinjene stvari, ko moraš biti res pozoren. Ne? Res pozoren. Skoraj tako, veste, kot je v duhovnem boju pozoren na hudiča. No? Ne bom zdaj imenoval homoseksualcev hudiči ali pa kaj tak, so tudi fajn ljudje med njimi, no? Normalni ljudje in vse to. Ampak metode, te politične metode delovanja, pa vsiljevanja, pa rušenja neke družinske osnove, ki se pojavljajo, so tako res tako potuhnjeno, na počasi te kuhajo notri v tisti vroči vodi in potem se na koncu kuha, niti ne veš daj. Mi imamo to prednost, da vemo, kaj hočemo in tukaj podpreti te ljudi, ki to varuje. Pozornost na vsako družino zlasti trpečo. Papež Frančišek vztraja v tej vključujoči drži. Velika pridobitev zadnje sinode je, da se je reklo, vsaka družina je dobrodošla. Kot sem že prej rekel, nikoli ne smemo opustiti in visoko gor držati bandere družine, ata, mama, otroci, pa še stari starši zraven, pa še kakšne strici, če je treba, pod eno streho vsi skupaj. To je en ideal, ki ga bomo katoličani vedno visoko držali. Ampak ne na račun tega, da bi se tisti, ki tega ideala ne dosegajo, počutili manj. Ali pa prestrašeni, ali pa odrinjeni, ali pa celo popljuvani. In ta sinoda je zdaj tole miselnost nam že začela spreminjati. Ne? Ena ločenka, pa ena njena hčerkica, ali pa en brat, sinček, pa živita sama, pa imata nekaj malo dokladov, pa on noče plačevati preživnine, pa so prepiri in tak. To je tudi družina, ne? Ranjena družina, nepopolna družina, ampak družina. In ko blagoslavljamo hiše, bomo blagoslovili tudi njih, to že delamo. Vse ne gremo mimo njih. Blagoslovimo, ne? Damo blagoslov. Torej, ta vključujoča drža in veliki čut za trpljenje, pravijo tile psihoterapeuti. Ločitev je po na ravni psihološkega pretresa enaka smrti sozakonca. Psihološki pretres ločencev, ko se ločijo, je tako veliko, da bi eden umr. Lahko se že celo hujši, če je v ozadju oropanost, prevara in potem dolgoletne zamere. Smrt preboliš, dolgoletne zamere pa ne. In to bolečino prepoznati, se z njo pogovoriti. Učimo se od tega, kar Duh že dela, solidarnost do ubogih. Solidarnost, najodličnejša evangelijska govorica. Vidim tvojo bolečino, sem ob tebi, ker Kristus ne bi šel mimo tebe, tudi jaz ne grem mimo tebe. Včasih pri veruku rečemo, kaj če bi Jezus prišel danes na Frankolovo, koga bi najprej obiskal? Jaz nisem sigur, da bi župnika najprej obiskal. Koga bi najprej obiskal? Ja, verjetno bi tam opazil gor v tistim kotu eno revno družinico pa šel k njim, ne? Tisto, ko jaz sicer vem, da obstaja, ampak nimam časa za njo. Nimam pristopa, ne vem kaj. Torej, solidarnost do ubogih. In ko družina začuti, da smo solidarni, to prek Caritas, ne? Ko družina začuti, da župnija misli na njo, da ni izključena in evo to.
Papež Frančišek ima en lepi govor o mestu, jaz sem to porabil potem v uvodniku pri družini. Mesto in proti mesto. Pravi, vsako mesto ima svoje antimesto. Mesto odlično, kot teater, vse te inštitucije, dogodki, življenje, kafiči, polni ljudi, potem pa postaje eno antimesto. Osamljenih, odrinjenih, bolnih, pozabljenih in tak naprej. Ne? In skozi to antimesto se bo evangelij vrnil v mesto. Skozi uboge. Krščanska družinska terapija, spet eno poglavje, ki je odlično poglavje slovenskega katolištva. Ampak ne hvalimo se na veliko z njim. Tudi zaradi tega, ker je v naravi terapije, da se ne hvali. Ker je pač to delo na ravni intime, ne? In globokih ran. Na Slovenskem je to vrstna terapija tihi prvak v pomoči mnogim ranjenim dušam. Kristjan Gostečnik je tu naredil veliko delo. So potem debate pro et kontra, pa tudi med terapeuti so potem razne te nijanse, pa se malo drug drugemu oporekajo, ne? Ampak v celotnem gledano pa je ta terapevtsko delo katoliškega navdiha, ne? Naredilo velike korake in velik prispevek za družinsko življenje. In še za konec, učimo se tega, kar duh dela, kljub vsemu kateheza odraslih. Kljub vsemu bi morali poskusiti. Z glavo skozi zid, ampak ja, probajmo. Povabimo odrasle, naj se pridejo poglobiti v verske vsebine, naj pridejo kaj zmoliti skupaj, kot odrasli. Prestop na katehezo odraslih ne bo lahak, vendar ga bo treba začeti. In se starši veroukarjev, kakorkoli že, oni so v avtih notri zaprti za onimi šajbami, otrok skoči ven, ampak treba bo tja noter nekako ga nagovoriti. Ne. Upoštevati, da jih je strah, da bodo kaj vprašani, da jim bo kaj očitano. Mnogokrat ljudje nimajo težav z Bogom, v smislu, da bi bili ateisti, prepričani, takih je malo, takih ateistov, proticrkvenih. Ne. Težave so duhovne in moralne. Imajo kaki neizpovedani greh. Kako vpliva na vašo pastoralo, vaših župnij, da je grdo povedano, ampak tak je treba si zastaviti, ko razmišljamo ostro. Ne? Kako vpliva na pastoralo vaših župnij dejstvo, da je tak in taki procent žensk naredilo splave? Ne vem, ful vpliva. Ful. Bolj, kot si predstavljaš. Ne? Veliko bolj. Ali pa, da je toliko in toliko kontracepcije v zakonskem ali pa spolnem življenju med mladimi in tak. Kako to vpliva na pastoralne številke, tisto statistiko, ko smo pregledali? Zelo. Ampak to niso stvari, ki bi jih se lotil kot slon v trgovini s porcelanom pa začel. To so delikatne, duhovne, moralne dileme posameznika. In je treba do njih pristopiti skoraj da tako mehko, individualno, da jih pritegneš. Ne? In oni se zaradi to imajo zadržke in oni se bojijo potem iti naprej. Ampak na koncu bodo hvaležni, če jih bomo osvobodili kakšnih takih ran, kakšnih takih moralnih zagat, vrtincev, v katere so se zapletli. In začeti s preprostimi prikupnimi vsebinami tudi za zelo malo udeležencev. Mene zdaj ti 4, ki so prišli zadnjič, niso prestrašili. V posto jih bom spet sklical. Mogoče bom pa rekel mus. Potem bodo malo bolj včasih je malo straha potrebno, no? Da jih malo prestrašiš kako. Dobro, tako. Evo, in s tem bi jaz zaključil. Hvala za pozornost. Razdelil